Upravljanje s terjatvami bank in sanacija bančnega sistema je ena izmed ključnih zadev, ki se nanaša na reševanje finančnega in gospodarskega sistema v državi. Mi vemo, poznamo agonijo predvsem državnih bank, tukaj govorimo o 3 državnih bankah, 2 sta neposredno v državnem lastništvu, 1 je posredno v državnem lastništvu in navsezadnje je bančni sistem v zadnjih 3 do 4 letih enostavno doživel mrk, skratka doživel je to, da ni deloval v tisti smeri, kateremu je dejansko namenjen. To je kreditiranju gospodarstva in seveda tudi zagotavljanju varnosti vseh depozitov. Mi poznamo podatke, vi poznate podatke za državne banke in navsezadnje, če ne bi prišlo do tega, da se bodo tako imenovane slabe terjatve prenesle na posebno institucijo, zgodilo to, da bi bančni sistem enostavno vegetiral še naprej in gospodarstvo bi ostajalo še naprej brez potrebnega denarja, ki je seveda potreben ne samo za nadaljevanje gospodarskih aktivnosti, temveč tudi za razvoj. Kakorkoli se bo tej novi družbi, ki naj bi bila z zakonom ustanovljena, bom rekel, na nek način poimenovalo, je rešitev v tem, da se vse slabe terjatve ali pa da se večina slabih terjatev prenese na to družbo. V ta namen bo ta družba izdala obveznice, verjetno z državnim poroštvom in seveda te obveznice bodo imele banke seveda v svojih naložbah in seveda to bo pomenilo, da bodo lahko sprostile tudi kapital oziroma da bodo lahko kreditirala gospodarstvo. Tukaj ne izjemamo tega, da bo moralo priti tudi do dodatnih dokapitalizacij. Ampak kakorkoli že, mi danes ne govorimo o tem, da, kot je včasih slišati, da s tem zakonom hazardiramo, ampak dejansko se je hazardiralo v preteklosti s krediti, ki niso imela zadostnih jamstev, zadostnih zavarovanj in zaradi tega seveda smo tudi prišli v zapleten finančni bančni položaj. Navsezadnje danes vsi spoznavajo, da je bilo bančništvu v preteklih 4 letih dano premalo pozornosti in navsezadnje smo prišli tudi do prave diagnoze, skratka, diagnoza je seveda to, da se ozdravi bančni sistem. Glede na to, da so največje državne banke, imajo več kot polovico tržnega deleža in da so seveda tudi po rezultatih najbolj problematično, jaz verjamem, da bo družba usmerila vse svoje sile na reševanje predvsem terjatev v državnih bankah. Ta družba, ki bo, jaz upam, ustanovljena čim prej, vsekakor, da bo delovala že v letošnjem letu, bo seveda imela vpogled v, bom rekel, portfelj bank, kreditni portfelj in bo seveda zaradi tega lahko tudi pregledovala te kredite, ki so bili dani. Vemo, da jih je bilo danih precej, veliko in s tem jaz verjamem in upam, da se bodo zadeve uredile.